Lep pozdrav zopet na vlogu. Če še niste, kliknite znakec, naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov video ven. Kaj se bo danes dogajalo? Prejšnje dni smo imeli deževne dni, potrebovali smo dežja, tako da je padlo kar mislim, da okoli 40 litrov. Imeli smo deževne dni, hladne, zdaj se je vam pokazal sonček zunaj. Tako da ja, kaj smo delali prejšnje dni, bili smo na faksu, glih prav se je poklopil z vremenom. Imel sem še ene zagovore seminarskih nalog, pa ene vaje za narediti, tako da zdaj sem pa fraj v bistvu do 5. maja, tako da bo direkt za silažo in pa za setev koruze mogoče celo že. Tako da ja, kaj smo počeli prejšnje dni, zraven faksa sem še v bistvu usposabljal sjavnico sekcije, tako da zdaj bi tisto mogli delati tako treba. Malo smo še porihtali kako zadevo, okoli voglov, pripravili prostor za silos, ko bo prišel. Danes se bomo pa lotili v bistvu same košnje. Štartali bomo popoldne, tudi da se še malo obsuši, sicer je začel lepo veter vleči, tako da bi mogli biti tole kar v redu za teren. Dok se pa ne razsuši, bomo pa zapeli na kladalko in jo pripravili v bistvu na silažo. Treba je malo spucati, nože nabrusiti in pa podmazati, tako da bo dejansko ready, pa da ne bo kakih slučajno problemov, koliko bo treba noter začeti voziti, ker mase bo kar velik. Tako da ja, predlagam, da se kar lotimo. Akcija! Uradni začetek košnje pri nas. Zelo dobro gre, no. Tukaj je sicer malo polegel, prejšnje dni, ko je veter pihal pa dež, ampak manj reči, da se je dobro usušilo, kot kaže, je bila zemlja res tako žejna, da je vse popila. Tako da, ja, evo ga, štart, zunaj veter piha, sonček sije, tako da nijam okej, vreme tako se šika, zdaj pa idemo čim prej pokositi teh par hektarov. Tako da, samo gasa. Zdaj smo prišli domov na vmesno Pultrat, pripeljali smo pa tudi svežo robo, prvič letos, tako da bomo zdaj od zdaj naprej delali to tudi zraven v krmni obrok, da se malo dvigne mlečnost. Za danes bomo zaključili s košnjo, slabih 30 hektarov smo pokosili, jutri nas čaka še kar dosti.
bomo videli koliko točno, ampak bili smo kar efektivni, sicer smo kosili slabih 8 ur, ura je pa zdaj že skoraj polnoč, tako da, ja, zakaj bomo pa odnehali, zaradi tega, ker nimamo več skoraj nič v tanku, tako da bo treba jutri zjutraj iti na pumpo, bolj pa gasa dalje. Tako da zaenkrat smo bili uspešni, mase bo kar velik, tako da bo treba kar preštimati plac orangi za silos, tako da ja, no, zdaj gremo pa spat, pa se vidimo zjutraj. Gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Smo že nazaj pri Košnji, zjutraj smo naredili na hitro v štalj, potem smo pa šli tankat, žal smo mogli gledati danes na mol, ker je na Petrolu bila cisterna in bolj ne moreš tankati kurilca tam, tako da smo mogli gledati na OMV, ta star OMV, zdaj nov mol, tako da ja, je trajalo malo delka, ima počasno pumpo, zdaj pa kosimo, smo tule, imamo detlo in garnatko, ko smo je lani sijali po žitih, neverjetno ogromno robe, polegla je tudi malo, ampak nič hudega, tako da tule je res neverjetno mase, moram reči, letos je nora zadevano za kositi, tako da bo res veliki silos. Je pa težko verjeti, kako lahko dejansko tukaj ogromno mase zraste in to brez bilo kakšnega gnoja. Tukaj smo samo po spravilu, se pravi slame, od žita, posijali, na hitro plitvo obdelali in pa posijali s Cambridge valjem, tako da zdaj pa kosimo tako maso. Že v jeseni je bil čistilno odkos, tako da se je že v jeseni nekaj dobilo, pa zdaj. Tako da brez praktično nekega hudega vložka, razen seme pa neki nafte, dobiš neverjetno dober odkos, plus tega, da detla pusti še seveda dušične bakterije noter, kroglice, ko pa poj pridejo prav pri koruzi oziroma naslednjem posevku. Tako da odlična zadeva. Drugače nas pa danes še čaka veliko košnje, tako da upam, da bo dobro šlo. Zdaj se je tudi še malo bolj obsušila sama zadeva, bomo lahko šli malo hitrej. Tako da ja, danes bo kar še košnja. No. Bo pa jutri že pestro, ker bomo začeli voziti silos. Tako da, ja, ko mi čakamo. Zdaj se nahajamo pa na največji parceli za letošnjo silažnjo in to je 10 hektarov v kosu, tako da lepo uživamo. Navigacija, mase je zelo velik, tako da bo super, pa še blizu je parcela doma, tako da ne bo daleč za voz. Drugače pa foter pa že tam daljavi tudi odrača. Tako da ja, ekipa laufa.
to, košnja je fertik, odpregli smo kose, pokosili smo kar dosti hektarov, kot ste videli. Tako da ja, zdaj smo šli pa za frišno še nabrati, tako da še nafujitramo, ura se že kar bliža 8, tako da probamo to čim prej narediti. Pa pripravimo nakladalko še do konca za jutr. Treba je še spucati cisterno, tako da bo lahko zjutraj šel pripraviti noter siljeni dodatek. Tako da v bistvu ja, idemo to čim prej narediti, smo že kar utrujeni, tako da rešimo, pa probamo iti danes malo prej spat večer, tako da ja. Drugače se bo tudi danes finiširali streho, tako da v bistvu tudi strehca top zgleda. Fertik. Takole, na grobu smo pripravili nakladalko, zdaj smo še nosilc za ekran, pa nastavitve smo zrihtali, vse poštimajo priklope. Tako da zdaj tole dela tako treba, edinko je treba jutri še cisterno oprati, pa noter naliti siljeni dodatek, pa smo ready to go. Ampak to bomo pustili za drugič in za naslednji vlog, tako da jaz se tukaj od vas poslavljam, v naslednjem vlogu pa silaža, tako da uživite, upam, da čim prej zmontiram tole, čeprav bo verjetno dosti kasneje prišel ven, koliko bi mogel, ampak enostavno ni časa, tako da ja. Se vidimo. Ajde, uživite. Čau, čau.